prihodnjih letih se pričakuje, da bo bolnikov z rakom verjetno vedno več, ampak ob tem se pa tudi izboljšujejo načini zdravljenja, tako da je vedno več tudi tistih, ki okrevajo po taki bolezni, kot je rak. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se govorijo eni taki pomembni deli, kot je vračanje na delo, ker ponavadi do tega pride po nekem obdobju dolgotrajne odsotnosti zaradi bolniškega staleža in zdravljenja. Poleg finančnih prednosti, ki jih delo prinaša, je pa seveda za večino ljudi dela tudi ena taka vrednota osebna, ki zelo vpliva na kvaliteto življenja. Pomaga ljudem tudi v smislu njihove identitete, osebnostne rasti. Posebej pri bolnikih z rakom je ta dan, ko nastopi vrnitev na delo, tudi en tak zelo pomemben korak v tem procesu rehabilitacije po bolezni. Zelo pozitivno vpliva tudi na njihovo samopodobo, na njihov občutek prispevka k družbi. Večina bolnikov, s katerimi se srečamo, si tega vračanja na delo zelo želi, pa jih pa mogoče občasno malo preseneti, da ne gre čisto tako, kot so si predstavljali. Tukaj je en pomemben element, ki jo moramo upoštevati, utrudljivost. To je eden od najbolj pogostih simptomov, ki pride po bolezni pa po zdravljenju in tudi pri bolnikih vztraja nekako daljši čas. To ni tista navadna utrujenost, ki jo vsi občutimo potem, ko smo preobremenjeni, ampak nek tak občutek izrazite utrujenosti tudi po nekih manjših obremenitvah, ki se ne popravi takrat, ko gremo mi spat, ampak kar nekako vztraja. Tako da ta del je potrebno pri vračanju na delo zelo upoštevati. Je bolj izjema kot pravilo, da bi se bolniki kar takoj vrnili na delo kar za 8 ur, ampak se vračanje na delo izvaja postopoma. Se pravi, eni se celo vrnejo na začetku za 2 uri, pa potem grejo na 4 ure, 6, 8. Nekateri tudi ostanejo pri 4 urah, ker ugotovijo, da jim to najbolj ustreza in da s tem nekako najbolje uravnavajo to ravnovesje med delom pa med prostim časom. Ker to je ena stvar, ki je zelo pomembna. Mi nočemo, da so ljudje potem, ko pridejo domov iz službe, celo popoldne preživijo na kavču, ležijo, ampak je pomembno za vzpostavljanje tega ravnovesja, za zadovoljstvo v življenju, za kvaliteto življenja, da ob delu vzdržujejo tudi neke hobije, neke aktivnosti, ki so jim všeč, da se lahko vključujejo v družino, v gospodinjstva. In zato je tukaj toliko pomembno, da jih ne preobremenimo samo za eno aktivnostjo, kot je delo. Ob vračanju na delo nekateri bolniki ugotovijo tudi, da niso enako učinkoviti, kot so bili pred boleznijo pa zdravljenjem. Takrat je zelo pomembno, da jim prilagodimo njihovo delovno mesto, se pravi njihovim individualnim potrebam in seveda glede na potrebe delovnega mesta. Kadar delo ni več mogoče v enaki obliki, je možna tudi poklicna prekvalifikacija, zaposlitev na drugem delovnem mestu, nekako o tem presodi tudi osebni zdravnik, pa seveda v sodelovanju z bolnikom. Zdaj pri nekaterih se ta občutek, da niso več tako učinkoviti, posledica kognitivnih sprememb, ki lahko pri nekaterih pridejo po bolezni in zdravljenju. To so dejansko neke spremembe, slabša pozornost, težave pri spominu, pri načrtovanju, pri organizaciji aktivnosti. Nekateri bolniki so lahko tudi malo v splošnem upočasnjeni. Zdaj, če bi to opažali pri sebi, je fino o tem poročati lečečemu zdravniku, ki vas potem napoti na en klinično-psihološki pregled, da se potem lahko te spremembe tudi spremlja. Zdaj, pomembno se je zavedati, da pri večini bolnikov, pri katerih se pojavijo te spremembe, so začasne, se razmeroma hitro v letu ali 2 zelo izboljšajo, oziroma celo vrnejo na prejšnji nivo funkcioniranja. Pri nekaterih bolnikih lahko pride do spremembe v delovni učinkovitosti tudi na račun nekaterih psihičnih bolezni, ki so nastale pred ali pa po zdravljenju, na primer depresije, anksioznosti. Kadar zdravnik ali pa bolnik sam to opažata, je super, da se ga napoti na pregled k psihiatru ali pa kliničnemu psihologu, ker se potem po zazdravitvi te psihične bolezni lahko njegovo funkcioniranje zelo izboljša in se lahko tudi učinkovito nazaj vrne na delovno mesto.
longitudinalne raziskave kažejo, da se anksiozni in depresivni simptomi, potem ko se bolnik vrne na neko zanj prilagojeno delovno mesto, izboljšajo in da potem bolniki bolje funkcionirajo. Postopno vračanje na delovno mesto bolniku omogoča tudi neko pridobivanje delovne kondicije, ki jo pri tako dolgi odsotnosti sigurno malo izgubi. Ob tem pa se tudi malo lažje prilagodi na vse spremembe, ki jih je prinesla bolezen, ki jih je prineslo zdravljenje. Zdaj, pri nekaterih bolnikih žal vračanje na delovno mesto ponavadi iz nekih bolezenskih vzrokov ni možno. Takrat priporočamo, da se poskuša to delovno aktivnost vse nadomestiti z nekimi aktivnostmi, ki so bolniku všeč, pri katerih uživa, čuti neko zadovoljstvo, pa nekako prinašajo podobno izkušnjo nekega doprinosa k skupnosti, kot je prej prinašalo delo. Pri vračanju na delovno mesto je zaradi vsega do zdaj povedanega torej zelo pomembno, da ima bolnik do sebe realna pričakovanja, ker to tudi poveča potem zadovoljstvo z vračanjem na delo. Svetujemo tudi, da v tem obdobju vračanja še posebej uporablja neke strategije soočanja, ki so zanj pozitivne, se pravi, da se ob tem vračanju na delo vseeno ukvarja s svojimi hobiji, izvaja različne prijetne aktivnosti s svojo družino in nasploh poskusi še malo uživati, da ne bo to samo en tak naporen proces, ampak tudi užitek.